Živijo. Dobrodošli. Živijo. Pozdravljeni torej v zadnji letošnji oddaji Popotniškega Snapa. Upam, da se jasno slišimo in vidimo. Torej, današnji dogodek je še posebej pomemben za vse nas in to ne samo zaradi prihajajočih praznikov, ampak zaradi našega jubileja, saj se danes odvija že 10. oddaja, odkar smo začeli s tem edinstvenim projektom. Torej, z nami sem moderator Tile Nipič in prav tako predstavnik Popotniškega združenja Slovenije, ki je organizator dogodka. No, za tiste, ki še ne veste, tako kot vedno bom povedal nekaj malega o nas. Torej, mi smo organizacija, nevladno združenje, torej, ki izvaja pestro število najrazličnejših dogodkov, prireditev oziroma projektov. Poleg tega pa je naš primarni cilj razvijanje in spodbujanje tako trajnostnega kot mladinskega turizma. Več o nas lahko najdete na spletni strani združenja. Če ste pa že kaj brskali po spletu, pa ste verjetno zasledili tudi našo spletno revijo Globetrotter, ki jo izdajamo. Ta naša revija je polna poučnih in popotniško obarvanih zgodb, tudi izkušenj naših novinarjev in neprimerljivih nasvetov. Torej, v okviru naše obletnice pa na vas čaka tudi prav posebno darilo in to je brezplačna popotniška majica. Torej, vse, kar morate storiti, je, da na elektronski naslov, ki je naveden spodaj, pošljete velikost majice, vaš naslov in geslo, ki ga boste prejeli na koncu. Torej, kot vedno, današnje virtualno druženje oziroma učenje poteka v sodelovanju z organizacijo MKC Maribor. Da pa ne bom predolg, pa bom vam zdaj kar predstavil naši novi gosti, ki že nestrpno čakate na začetek snapa. Torej, z nami sta Petra Prezelj in Špela Galjot, članici edinstvenega potovalnega para, ki nam bo povedal nekaj več o potovanju v dvoje preko njunega primera potepanja po Madagaskarju. Torej, pozdravljeni v naši oddaji. Živijo. Torej, Treba kaj povedati, vse verjetno. začetek nekaj več o vama, zakaj ste tako dober potovalni tandem, kaj vaju dopolnjuje? Ja, ok, za začetek, jaz sem Špela, slej ko prej boste ugotovili, da sem z gorenjskega konca. Rada potujem s Petro zaradi tega, ker se zmer smeji mojim šalam, pa zaradi tega, ker spregovori eno besedo na 500 mojih, tako da bom veliko priložnosti govoriti. Ja, rada sedim na letalu, na sedežih ob prehodu, Petra ob oknu, tako da se ful dobro ujemava. Ja, pa ješ sir, ki ga jaz ne. Točno, ja. Za mano ješ, kar jaz ne poješ. Jaz sem pa Petra, ja prihajam z Cerknega. Špela pa rada potujem, no, ker se lahko smejim njenim šalam. Pa ker je tako dober organizator, da vedno se ful dobro splanira, pa tudi tako fajn je z njim. Mogoče tako, če lahko dodam v bistvu, no, se mi zdi, da se pa ful dobro tudi dopolnjujeva z tega vidika, ker obe dve zanimajo podobne stvari, oziroma sva po naravi bolj curious, ne vem, kaj je to slovenska beseda, ja, vedoželjni, ja. In ne vem, recimo tudi, ko potujeva, pač vidva eno stvar in sva tako, zdaj moram pa pogooglati, ja, ti veš, kako je do tega prišel TRR in pol se ponavadi cele debate okrog tega razvijeva in v bistvu poleg tega, da potujeva skupaj, pač fizično se tudi učiva druga od druge, kar je kar kul. Ja. Torej, sta res tako naslov pove edinstven potovalni tandem z vajnimi posebnostmi. Torej, lahko kar začnemo z vajno predstaviti. Jaz bom pa vmes gledalce in gledalke nagovoril, da med potekom pač postavlja vprašanje in komentarje, na katere bomo odgovarjali tako med potekom kot na koncu. Ne? Tako da mislim, da lahko začnemo. Lahko. Sam potrdite, če se vidi screen, bi se mogel, a ne? Jaz vidim, tako da super. Ok, več pa ne zamika, dober. Ok, Madagaskar najdemo na jugovzhodnem delu Afrike in je četrt največji otok na svetu. Midve so se sicer gibale predvsem po centralnem in zahodnem delu, ker pač je ogromna zadeva. Ampak mogoče se vprašate, kako so sploh midve prišle na idejo Madagaskarja. No, eden izmed teh razlogov je, da je Petra vedno za akcijo. Nekaj, kar sem že rekla, imava podobne interese, obema je všeč narava, živali, neskomercializirani kraji in Air France je imel lih eno akcijo, jaz pošljem Petri in pač ona, ajde greva. In to je bilo to. Šle sva maja 2019 za 17 dni, sicer 3 dni sva zgubila na potovanjih, ampak tako pač je. Ok, in zdaj mogoče ena slika, ki se mi zdi, da tudi kar dobro opiše, oziroma mogoče Petro boljš ka mene. Ok, jaz priznam, da sem eden izmed unih ljudi, ki spakira zmer preveč stvari. Se mi zdi, da moja potovalna lekarna je bila bolj založena, kakor lekarne na Madagaskarju.
Povsod piše, ok, ko greste na Madagaskar, vzemite s sabo tablete prodriski. Imajo svoja olja, svoje začimbe, svojo govedo, se pravi tudi mlečne izdelke so malo drugačni kot pri nas in pač večina popotnikov dobi drisko. In se midve lepo usedeva na letalo in začneva nekaj debatirati. Petra, imaš ti tablete prodriski? Ja, ne, nimam, ampak imam pa roza copate za na letalo. Petra, seriously, prioritete, come on, res. Tako da, ja, kar se pa tiče samega Madagaskarja, je pa nažalost ena izmed najmanj srečnih in najrevnejših držav. Se pa deli prebivalstvo recimo temu na dva dela, in sicer na Merine, ki živijo predvsem v okolici glavnega mesta, v višavjih, imajo azijske korenine in je v bistvu njihov high society, recimo temu. Otroci hodijo v francoske šole tudi po načinu, kako so oblečeni, to vidiš, tudi tukaj na sliki se lepo vidi, da pač ta leva pač ima bolj okrogel obraz, se pravi je to Merina, medtem ko na drugi strani imamo pa kotjere, kar so načeloma izhajajo iz Afrike in pač izhajajo iz Afrike. No. Mogoče po debatah, ki so jih imeli z lokalci oziroma lastniki najnih namestitev, so tudi opazili, da so mogoče kar malo rasisti med sabo, ker pač recimo, da bi se ljudje Merine poročali s kotjeri, pač je za njih tako no, pač to je najslabša stvar, ki jo lahko v življenju narediš. No. Druga stvar, ki jo pa moram že na začetku poudariti, je pa varnost na Madagaskarju. In sicer tista zdrava pamet tukaj ni dovolj. Pač po noči se ne smeš gibati, sam fancy lokali na Madagaskarju imajo varnostnike, ki te pač domov pospremijo, če je treba. Ko smo sedeli na avtobusih, so rekli, ne pospravita fotoaparate zaradi tega, ker bo pač nekdo napadel avtobus, zato da vaju bojo ukradali in tako naprej. Tako da to je to, no, zaenkrat, kar se tiče splošnega dela Madagaskarja. Seveda pa sva midve najino potovanje planirale okrog iz leta z vlakom, iz 20 let prejšnjega stoletja. In pa, ker pač je to Madagaskar, dan, ko bi midve mogli štartati s tem vlakom, se je seveda pač vlak pokvaril. In tukaj je prednost tega, da sem jaz pač obsedena s planiranjem, da sem dobro vedela, kje stvari se tukaj okrog še dajo delati, tako da ja, tako se midve po srednješolsko razdajeva delo, pač Špela naredi vse. Ampak v glavnem so pa najdli ful dobro alternativo in to je nacionalni park Anja, kjer najdete te obročkaste lemurje, pač po mojem so to najbolj znana sorta lemurjev, če ne drugega iz risanke Madagaskar. Ampak zato tudi zraven dajeva sicer zemljevid Madagaskarja, ker morate imeti pa nekako v glavi, da ne boste zdaj vi prišli na Madagaskar, pa boste te stvari videli kar povsod. Pač ne, recimo te obročkasto repi lemurji živijo samo tukaj v tem nacionalnem parku, pa še v enem drugem delu Madagaskarja. Podobno tudi baobabi rastejo samo na določenem delu. Tako da, ok, lahko zdaj pokaževa še kar nekaj slik. Ok. Tako da, to je to za enkrat. Zdaj bo pa prevzela Petra vajeti. Jaz imam pa še eno vprašanje za vaju. V vajnem intervjuju sem bral, da imate zanimiv podatek glede koliko strupenih, svetovno pač prepoznanih strupenih živali je na Madagaskarju. Tako da... Ja, dejansko na Madagaskarju človeku nevarnih celinskih živali, da so na celini ni. Sploh, ne. Niti ene vrste, torej, ki je človeku nevarna na celini. Niti ene vrste, ki je bila človeku nevarna, ja. Zanimivo, no, mislim, večina stvari, ki raste oziroma živi na Madagaskarju je endemičnih, kar pomeni, da rastejo samo tam. Ampak ja, kljub temu po nekem čudnem naključju niso nevarne za ljudi. Pač kač recimo imajo ful, ampak niso strupene. Ja. Edina stvar, ki te eventualno lahko napade, je morski pes, ampak pač ja, to ni izključno za Madagaskar. Ne, tako da. Na celini. Ja.
No, za vse tiste, ki si pa greste na Madagaskar, da bi si ogledali lemurje, bi toplo priporočava obisk Rana Fame. Tam boste res videli ogromno vrst lemurjev, tudi midve sva jih, in pa ogromno vrst nekih drugih rastlin in pa tudi drugih živali. Ampak med temi živalmi so tudi pijavke. Midve sicer sva z njimi že imela izkušnje na Borneu, tako da sva vedela, da morava imeti najlonke, ampak vseeno je malo tako scary gledati, kako špeli, ki je imela take roza čevlje z luknjami, tako noter šibajo. Lezajo, ja, pač grozen. Drugače pa ja, toplo priporočava obisk Rana Fame. Je pa tako, da tisti dan sva kar nekaj ur preživele v tem gozdu, pa sva šle pa še v botanični vrt in sva očitno ostale malo predolgo, ker ko sva se vračale nazaj, je v enem momentu, no to delila z vami, ta najin voznik začel ful hitro voziti in midve se tako pogledava, da pač kaj se dogaja in špela mu reče, lahko malo bolj počasi vozite, ampak je pol nama povedal, da smo trenutno, oziroma da moramo iti čez neko območje, ki je bolj nevarno in če ne gremo čez tisto območje do časa, ko je še dan, je še večja verjetnost, da pa cesto zaprejo in da nas bojo oropano z orožjem v bistvu. Tako da je bila zanimiva vožnja domov tisti dan. So pa še nekaj opazile, tako na začetku, ker to je bilo dosti na začetku najnega potovanja, da dejansko na Madagaskarju ne vem, če bi preživel brez troble v avtomobilu, ker so ceste tako slabe, da dejansko trobiš konstantno. Če se en na desni hodi, boš mu po trobu, da prihajaš, če koga prehitevaš, mu boš po trobu, da ga prehitevaš, če greš v ovink, boš trobu zaradi tega, ker verjetno greš malo bolj po levi, ker je luknja na desni. Pa zanimivo, no, ko grejo po klancu dol, pol avto sklopijo. Ja, da privrčujejo na benzinu, ja. Zanimivo. Meni se pa še eno vprašanje, mene zanima, ko ste prej povedali glede nevarnosti. Torej, največjo nevarnost zvečer predstavlja torej oborožene tolpe, dejansko? Ja. Dejansko, ja. Pač recimo, eni imajo določene rute, ki pač na Madagaskarju, tudi če so kratke rute, to dolg časa traja in se marsikšna potegne pozno v noč in dejansko se te kombiji oziroma avtobusi premikajo skupaj v konvoju s policijskim spremstvom, ker pač, ja. Videli ste to doživeli, kakšno spremstvo slučajno? Ja, bo Petra povedala pol malo kasneje. Tako da ja. Eno izmed prevoznih sredstev, ki sva se jih poslužili, je bil tudi taksi Brus, kar je v bistvu navaden kombi, s to razliko, da nima nekega fiksnega urnika, ampak pač odide takrat, ko je poln. Posebnost tega je pa tudi to, da načeloma naj bi v vrsti sedeli 4 ljudje, nas je bilo ponadko 5 do 6. Bi je bilo pa ful zanimivo, ker so vedno pač najprej zafilali ostale vrste, ne pa tiste, kjer sva sedele midve in so res vedno tako pač pazijo na to, da bo turistom udobno. Ne vem sicer, da ste videli na oni prvi sliki ali ne rabiš hoditi nazaj, ampak ti ljudje nimajo sivih las. Pač ok, midve s Petra sva take starosti, da sva že ljubosumne zdaj na to. Lahko nimaš dobrih genov tega. Ampak ne, res videla so pač starejše gospe, mislim tako 70 in tako nobenega si v glasu, res to je neverjetno. Načeloma pa ja, bile sva v mestu Ancirabe, ki je znano po ročnih umetnostih, ampak nama ni zaradi tega ostalo v spominu, ampak predvsem zaradi vožnje. Tukaj sva se poslužile več različnih prevoznih sredstev, ki jih boste tudi v ozadju videli na slikah. Ena stvar, ki jo morate vedeti, na Madagaskarju je asfaltiranih 11% cest, se pravi vse skupaj nič. Poti so luknjaste, tudi na navigaciji vedno piše unpaved road ahead, se pravi, pač, ja, da ni asfaltirana cesta. Nama je po spominu ta del ostal tudi zaradi jezera Tritriva, oziroma ne toliko zaradi samega jezera, kakor pa dogodivščin povezanim s tem. In sicer, recimo temu slogan na Madagaskarju je Mura Mura, kar pomeni počasi počasi. In tukaj
da si prišel do tega jezera, si mogel iti po parih stopnicah in na dnu teh stopnic sta bile pač dve punčke, ki sta hotele prodati neke zapestance, verižce, se ne spomnim točno kaj. Ampak to ni bilo tako minuto, to je bilo tako že 10 minut. In pač nama se ni več dal s tem obadati in midve začneva laufati gor po stopnicah in se pač Petra spotakne in pride ona punčka za nama pa reče, gospodična, a vi veste, kaj pomeni mura? Počas. Ampak zgodbe še ni bilo konc tukaj. Midve sva se na to 20-kilometrsko pot odpravili s tuk-tukom, pač itak imela sva voznika sabo. In nama poč prva guma. Ok, vse v redu, vidi se, da so oni zverzirani v tem, ki jo je zamenjal tako v 2 minutah, ampak to je bilo še vsem dovolj, da je cela vas prišla pogledat, kaj pa zdaj dve belki počneta tlele sredene random vasi sred Madagaskarja. Daš naprej, sorry. Potem nam poči še rezervna guma na tej 20-kilometrski poti in ok, kaj pa zdaj mi nimamo več gum. Smo mogli počakati, da nam je nekdo pripeljal nasprot z motorjem in potem, ko mi končno pridemo v mesto, nam še tretja guma poči, ampak kar je bilo najbolj fascinantno pri tem je, da pač ta najin voznik tuk-tuka kar potrka tja na vrata in ne bajte in tako, pač mi smo že uničili tukaj 3 gume, nam lahko date eno rezervno. In oni tako, ni panike, tlele imaš. In mi je tako pač, ampak ni mi bil po manj to dogodek to dneva, res pač vsi so se ful zabavali, nam je bilo pač itak bed, ker so uničile tok teh, mislim, niso jih midve uničile, ampak ja, so prostile, če naju tja pelejo, ampak ja, ni mi bilo ful zabavno, to je zanimiva izkušnja, no. To je primer gostoljubja, torej, da si pač v težavah ponujal kar na pladnju. Ja, ful dobro. V glavnem midve sva, ena od stvari, ki sva tudi rekla, da bo obiskala, je nacionalni park Cingi. In da ti prideš do tega parka, greš tudi mimo te slavne avenije Baobabov. Ne vem, jaz pred tem, ko sem šla na Madagaskar, ko sem pomislila na Madagaskar, sem pomislila na Baobabe. In tudi dejansko, ko sem bila tam, to so res taka, vsaj zame so bila ful veličastna drevesa in sem imela tisti feeling, wow, na Madagaskarju sem, pač res so lepa. Na Madagaskarju in pravijo v bistvu roots of the sky, se pravi korenine neba, zaradi tega, ker anekdota pravi, da je Bog naredil najlepše drevo na svetu, ampak ker je bil hudič ljubosumen, ga je okrog obrnil in zdaj dejansko zgleda, da ima to drevo korenine na nebu. Imajo pa ta drevesa tudi svoj sadež, ki na videz malo deluje kot kokos, vidite na sliki, ko pa odpreš, imaš pa noter ena taka velika semena, katere poližeš, oziroma jih ližeš, ja, in so dejansko nek tak kisel bombonček, pač dobre so. Zdaj drugače pa pot do Cingija je bila to, kar smo prej govorili, ne rabili smo spremstvo. Zato, da ti priješ do Cingija, lahko greš sam prek agencije, moraš imeti 4x4 in pa s tabo hodijo policaji, varnostniki, ki so oboroženi. Dejansko tudi vodnik nama je povedal, da ta predel, ki se voziš, ima sicer pridobi dosti denarja od turistov, ampak ni veliko investirano v infrastrukturo, ampak vse gre varnost, ker je ta predel res nevaren, veliko kraje, veliko oboroženih ropov. So pa ceste res slabe. No? Mi dve sva rabile za 180 km smo rabili 10 ur. Tako da, ja, tako Madagaskarsko. Pač. Sorry, oprosti, da te prekinjam, pojavilo se vprašanje. Tako da, evo, eno osebo, torej, taj zanima, koliko ste plačali tistemu za dnevno potovanje s tuk-tukom? Tisto potovanje ni bilo dnevno, ker je bilo pač 20 kilometrov. Sicer je pa trajalo pol dneva na koncu zaradi teh menjavanja gum, ampak ni bilo neki ful. Mislim, da jaz imam v glavi, da je bilo tako mogoče nek 10 evrov, neki tasga. Ja, mogla bi dati več zaradi teh gum. Se neki sva dale polja več. Sva pol dale, točno, ja. Pač, ja. Toliko detajlov nimam. Lahko, pa če bom imel kakšno vprašanje, lahko tudi naju pol vprašajo. Vprašate na privat, pa bomo dali te detajle. Mava budžet na koncu, če bo koga zanimalo, ampak res za točne poti pa ne veva več. Ja. Okay. Hotela sem prej še dodati, da kar je bilo meni ful zabavno pri tej poti na poti do Cingija, pa čez tako itak ona oranžna cesta, Baobab in jaz skupaj rečem, evo, to je to.
to je zame Madagaskar, nek off-road pa baobabi. Pa tako Petra mene gleda, pa reče, ja, sej vse v redu v teoriji, sam se veš, da to uradno je njihova avtocesta. Tako, ja, sam res, vada. Tako da, ja. Ampak, kaj pa zdaj sploh je ta veleslavni Cingi? Cingi so v bistvu te skale, ki mogoče človek ne bi rekel, da spadajo na Madagaskar, mogoče ne samo na Madagaskar, ampak da celo na ta planet ne spadajo. In sicer gre za apnenčaste stolpiče in je kot nekak labirint kanjonov, jam, tunelov in je relativno neraziskan, zaradi tega, ker tudi se razteza čez precejšen del zahodnega Madagaskarja. Kot vidite, sva mi dve rabile imeti tudi plezalno opremo, da sva pač dejansko kam prišle. So pa skale črne barve, zaradi tega, ko oksidirajo, oziroma če se spustiš dosti nizko dol, lahko vidiš, da so pa spodaj bele, pač bele, tako kot apnenc, zaradi tega, ker pač niso še oksidirale. Sva se pa odpravile, sva se pa odpravile tudi s pirogo, to je ta čoln, na eno mini križarjenje, to govorimo zdaj tako v roku 2 ur, nekaj tasga, po reki, kjer se ful lepo vidi, kako voda v bistvu izpod koplje skale v deževni sezoni, ampak kar je pa zanimivo, da ko pa začne voda usihati, pa v jamah, ki se nahajajo tukaj zraven, včasih kakšen krokodil noter ostane. Pač mi dve, hvala Bogu, nisva tega videle, ampak okej. Druga zanimivost pa, da na tej poti lahko vidiš lobanje gor v skalah. In sicer zakaj? Ljudje na Madagaskarju ful verjamejo v svoje prednike in to se predvsem odraža v enem izmed običaju, ki ga oni imajo, ki se mu reče famadihana. In dobesedno to sicer pomeni obračanje kosti. Lahko daš naprej. Ta slika ni najina, ki boste zdaj videli, da mečkam zamika. Ta slika ni najina, gre pa v bistvu za to, da oni postavijo grobance v višavih, zato da so pač bliže nebes. In vsakih 7 let grobnice odprejo, vzamejo ven trupla, jih dajo v nove lambe, to so te šali, rute, whatever pač ta tkanina, jih preoblečajo in potem začnejo feštati. Pač oni plešajo z njimi, se slikajo, darujejo riž, zabuje in pa naredijo valjda z tega celo pojedino. Zelo veliko alkohola zraven tudi spijejo, ker to se nekako na njihovih feštah pričakuje. Zdaj pa mogoče, če ni nobenega vprašanja, bi mogoče povedali, kaj so pa mi dve jedla. Imamo kakšno vprašanje? Ne, lahko, kar vidve poveta, kaj ste jedli. Na Madagaskarju sicer jejo ogromno riža, 3-krat na dan jejo riž in tudi ta beseda jesti v njihovem jeziku pomeni dobesedno jesti riž. Zdaj neka alternativa, ki so jo mi dve tudi večkrat jedle, je misao, to je to, kar je na sliki. V bistvu so ocvrti rezanci z zelenjavo, lahko pa dodaš tudi meso. Sicer je pa meso bolj ne luksuzna dobrina na Madagaskarju in jo ne jejo tako pogosto, sploh pa ne to, kar vidite tle, to je zebu, njihna govedina. Jejo pač takrat, ko se proslavljajo ali pa po posebnih priložnostih. No, jaz sem sprobala, ne vem, nisem strokovnjak za govedino, tako da nič posebnega se mi ni zdelo. Jaz mogoče lahko še dodam, ker jaz sem pa bolj na drugi strani, pač nisem vegi, ampak sem zelo zbirčna, kar se tiče mesa. In na Madagaskarju kot vegi ful lahko prideš čez, kakor je že Petra rekla, pač oni so itak navajeni skozi jesti zelenjavo, pač meso je za njih rezervirano zgolj za razne proslave in to je to. Mogoče vegani znajo imeti malo izzivov, ker stročnice niso dobro zastopane, ampak če si vegi, pa ni problema. Kakor sem pa že prej omenila, na žurkah na Madagaskarju, zdaj bom uporabila zelo domače besede, pa se pričakuje, da se ga odnesiš do daske. Če pa to nama uspel, bo pa zdaj Petra povedala. Ne, ti nisva hotela, da se do daske, ampak je bila pa neka tipična
izkušnja z Madagaskarja, tudi na plaži, ker smo se odločili, da bomo sprobali njihno lokalno pivo. Ta Three Horses beer, to smo najprej sprobali, pa smo rekli, še za nek kokos, pa koktejle smo si zaželeli. To bi pač en dan, ker smo rekli, da bomo na plaži. Ampak kar je bilo pač zanimivo in tako tipično za Madagaskar je, da tam imeli so pijačo, ampak zelo so bili omejeni z pijačo, pa nobenega hladilnika. In mi da prideva tja, pogledava cenik, ok, ta koktejl nimamo, ok, kaj imate? In nama da celo flašo ruma, to je pač to, kar je očitno imel. Seveda čisto toplo, ni bilo nobenemu hladilniku, ampak smo vzeli in se odločili, da bova to zmešali z kokosovim mlekom. Rekla so pa še za eno fanto, ki je imel, ampak je bila res zaprašena, stara, ampak dobro. Sva probali ta dodaske po njihovo. Zdaj veste, zakaj treba vedno tablete prodriski sabo vse. Ja. Po mojem je to najbolj nevarna stvar, ki se nam je zgodila, še vse. Mene pa zanima, a kaj te pijače, no pač alkohol je tipičen, ne, ko ste zdaj razlagali, so močne, ima veliko vsebnost alkohola. Pač, oni dejansko ful so fokusirani na rum in imajo prav, reče se mu rum aranže, kar v bistvu pomeni, da dobiš rum z nečim, pač s kakšnim sadjem ali pa kaj tasga, ampak ja, to je precej lokalno pridelanga in to pa, mislim, je za sprobat, no, tako rekel. In kot sta povedali, torej je to dobra destinacija za party turizem, ne, očitno. Ampak hladilnike sabo prineste. Ja. Kaj, pa je veliko tudi tako zabav organiziranih po kakšnih večjih urbanih središčih zaradi tega? Ker, če je veliko zabav organiziranih tudi zaradi tega po urbanih središčih, seveda ne? Ne, dejansko ne. Mislim, ne, se pravim, še vseeno je tukaj varnost ena izmed stvari, ki po mojem zavirajo to. Recimo v mestu, pač tako, kakor sem rekla na začetku, ful, pač po noč ne smeš samo okrog hoditi, to je dejstvo. Ne? Okay, zdaj, če piješ po dnevi, bi to mogoče šlo skozi. Ok, mi dve so tukaj dejansko bile v resortu ta en dan, ampak no, se smo videli, pač niti hladilnika ni bilo. Ta del Madagaskarja je relativno varen, govorim relativno zaradi tega, ker na drugih plažah, recimo dol na jugu, tako vsako leto poročajo o kakšnih umorih turistov, pa tako naprej, tako da pač, ja, mislim, da je tako day drinking ali pa preživ, ok. Mi imamo dobro promocijo za destinacijo, ampak ok. Ne se pravim, pač mislim, mi dve res nisem imela nobene slabe izkušnje. Mogoče se je malo tudi to poznali, da so šle pač maja, ker ni visoke sezone in da je nasplošno bilo manj ljudi. Mislim, se pravi, da so bili v resortu in so bile sami na plaži. Pač, mislim. Ni bilo turistov, ja. Ja. Tako na hladilniku, ne? Ja, dejansko, ja. Tako da ne, se vem, mislim, ful veliko to menjava to varnost, pa to, ampak pač, če bi en zdaj vprašal, a bi šla še enkrat na Madagaskar, zdaj, ko vemo vse to, bi rekla definitivno ja. Zaradi tega, ker pač, se pravi, mi na koncu nisem imeli nobene izkušnje, pač ja, moraš biti malo bolj previden, ko običajno ne pač samo ne, ja pa ne razkazuj zdaj denarja pa telefonov, ampak se mi zdi, da če se tega držiš, da pač čisto v redu skozi prideš, no. Tako da ja. Ok. A nadaljujemo še kakšno vprašanje? Ja, kar nadaljujemo. Ja, v glavnem še ena stvar, ki bi jo priporočale, sploh za ogled živali, je Kirindi, nacionalni park. Tam je tudi boste videli ogromno vrst lemurjev, pa to foso na sliki. To je mačka, ki živi samo na Madagaskarju. Kirindi je bil za naju tako eden zadnjih takih tripov, ko sva jih imeli in sva si izbrali pač nočno pa jutranjo turo tam. Se pa nama neka zanimiva zgodba zgodila, ko sva se vračali iz nočne ture, je vodnik prišel do naju in nama rekel, če bi šli nazaj v gozd, zato da vidimo tega najmanjšega lemurja, ki obstaja. In mi dva se tako malo spogledava, pa bile so utrujene in tako, niste nama jih najbolj dal, ampak je pa rekel, ok, če ga vidimo, plačata, če ga pa ne vidimo, pa vama ni treba plačati. In to je nama pomenilo, da ok, dosti velika možnost je, da dejansko vidimo tega lemurja, pa ful smo si ga želeli videti. Glavne pa mi pridemo v gozd
In po tako parih minutah zapiha en tak topel vetrič. Vidva se tako spogledava, kaj ta vetrič je, ki je bil res tako poseben, in Špela ga vpraša, kaj to je, on nama da neko razlago, vidva sam, da je neki imel nek odgovor, so bile zadovoljne, ok, gremo naprej. Pol še enkrat popiha ta vetrič, nama je bilo to kar nekaj zaradi tega, ker so imele že razlago, tako da nismo rabile dodatne, on pa je postal tako malo nervozen. In pol gremo mi še naprej, pa res orenj zapiha veter, in vodnik je postal tako nervozen, naj jo tako pogleda in reče, a lahko prosim gremo iz gozda, nimama treba plačati, samo prosim gremo čim prej ven. In mi dve valjda, ok, gremo. In pa pridemo ven in nama pove, da je bil v gozdu Satan. in da v bistvu s tem, ko je prvič zapiha veter, to pomeni, da je on tam, da je drugi zapiha veter, pomeni, da nas ima vse roke, in s tretjim v bistvu opozori, da če ne greš ven iz gozda, se boš v gozdu zgubil. No, nisem se izgubila, ampak zanimivo je bilo. Mislim, fulje, če daš to v perspektivo, se mi zdi, da je mogoče malo bolj relevantno, ker 80% ljudi na Madagaskarju živi pod pragom revščine, kar je 2 evra na dan. In pač ta denar, ki bi ga on zaslužil z nama, bi za njega veliko pomenil, pač tu, če je bil, 4 evre ali karkoli. In dejstvo, da je on na vsak način hotel ven, že pač pove, koliko je bil on prestran, ker to je bilo res mi do sebe kar tako, ok, kaj se zdaj dogaja, pač res je bil dobesedno presran tip. Pač, mislim, nam je bilo po en stran zanimivo, ker, ful je bilo fascinantno, pač, mogoče za nekoga ta zgodba pač kar neki, a ne, ampak oni res se vidi, oni ful verjamejo v te stvari, pa pač v razne usode, pa te nadzemljske zadeve, ker pač mi dve so bile kar celo pot nazaj, kar tako, ok, kaj se zdaj sploh dogaja. Pač se je povedal, ampak res je bil ful živčen, no. Ja, pa kaj divje celo, ne? To je pač območje, kaj gost, ne? Pa še lemuri so tam, ampak mogo je prizgati cigareto. Ful je bilo weird, Na to se je potrebno pol pripraviti, ne, ko ješ na tako potovanje, da z te kulturne specifike, da si pripravljen, ne, da te ne preseneti iznenada, ali pa da se pač mi slučajno kot turisti ne vedemo pa neprimerno temu, ne. Ker vseeno smo mi tam gosti, da moramo spoštovati to, ne, čeprav se nam zdi mogoče drugo. Ne ravno. Dejansko, Ampak se mi zdi, da tako ful lepo poudarno, tako ker sem, ok, Satan pa predniki niso eno in isto, ampak se pravim, se mi zdi, da res ful močno verjamejo vse stvari, kar je po en stran lepo, no, če tako pogledaš, no, mislim, sploh če primerjaš z našimi ateisti, kristjani. Tako da, v glavnem, ta Kirindi, no, za vse, ki si želite iti na Madagaskar, pa vas zanimajo živali, bi definitivno priporočala. Je pa tako tam, da si sobo deliš z večjimi ljudmi, zanimiva je pa tudi kopalnica, ker dejansko ti od zunaj za jemalko zajameš vodo in pa greš pod tuš in se pa s to vodo stuširaš. Zdaj pod tušem so ščurki, pa dodatna golazen, ampak to je bilo že na koncu potovanja, tako da moram reči, da sva se že ful tako navadile na vso to golazen in ščurke, še jaz. In tudi recimo po zvečer, ko smo imeli podgano v sobi, je bilo že tako, ok, še ena podgana. Pač, mogoče je to še izmed teh stvari, zakaj se mi zdi, da cool, da skupaj potujeva. Ok, mene recimo osebno je ful strah globoke vode oziroma morja, kjer ne vidim tal, ne vem, po mojem sem gledala preveč National Geographicov in me je strah, kje bo kaj ven skočil, in pač Petra pa ful rada snorkla in pač ona skozi, ok, daj greva in pač itak, da greš pol. In mi je zmer ful dober, ampak sama nikoli ne bi šla. Po drugi strani pa lepo povedano, ima Petra malo višje standarde pri namestitvah in pa včasih, če so kakšne te ščurke ali pa kakšne živali, se mi zdi, da sem jaz tako, ok, pač Petra, chill, se bo v redu. In se mi zdi, da tako dobro so kompatibilne, ful tudi, kar se tega tiče. Tako da, zdaj, kaj? Sorry. Pravim, da drugo res lepo dopolnjujete. Res, zdaj ne vem, ok, če imam kakšne sodelavce, je zdaj online, bo njim to ful zanimivo, ostalim pač mogoče niti ne. Danfoss, se pravi firma, kjer jaz delam, podpira raziskave za lemurje na Madagaskarju, ker ta Kirindi je v bistvu deloma namenjen turizmu, deloma je pa raziskovalni center. In pač ker so financirajo te raziskave, so leta 2007 odkrili novo vrsto lemurja in so jo pač poimenovali po Danfossu.
Tako da evo. No, zanimivo. Ja, mislim, meni je to ful boljša, ne, kot tukaj delam, pač Petri verjetno vse. Tako da. Še vedno zanimivo, ja. Ok, za konc pa ena čist XY zadeva v primerjavi s tem, kar smo do zdaj poslušali, in sicer glavno mesto Antananarivo, pač ja, ful dolgo ime, ima okrajševalnico, ki se mu reče Tana. Tukaj so preživeli v bistvu samo en dan, zaradi tega, ker so imeli pol zvečer let in to je bilo to, ampak je kar tak bizaren zaključek najnega potovanja bil. In sicer to, kar vidite na sliki, je Ruva, ki je ena izmed palač tam, in pred vhodom v to palačo je pač kip penisa. In zakaj je ta kip tam? Zaradi tega, ker ponazarja pač high society na Madagaskarju in moški, če želijo pripadati temu high society, biti pokopani v družinskih grobovih, se morajo dati obrezati in potem to koščco pojesti. Tako da, pa to še ni najbolj bizarna stvar, se mi zdi pa vsem tem. Imeli so eno kraljico, ki se je imenovala Ranavalona in ona je bila pa malo zvezlana, no, tako rekla. Pač bila je spolno nenasitna, ful je bila agresivna, pač praktično vsakega, ki se z njo ni strinjal, je ona ubila. Tako da v 6 letih je ratal razpoloviti prebivalstvo Madagaskarja spet na 2,5 milijona. Znana je bila pa tudi po, reče se temu Tangena Ordil, kar v bistvu pomeni, da če za nekoga ni bila ziher, ali je kriv ali ne, mu je dala strupen sadež in če si pol umrl, ko si ga pojedel, potem si bil kriv, ampak itak, ker je bil pač strupen, se vsi umrla. Tako da, ja. Kar je pa zanimivo, je pa, da je njo nadomestil Radama, njen sin, in zdaj, da bomo to malo bolj posimplifajali, bomo dali slovenska imena. Ta Radama je bil poročen z Jožico in je bil pač na prestolu samo pol leta. Zakaj? Zato, ker ga je Janez, vodja parlamenta, podobnost je zgolj naključna, pač zadavil šalom. Zakaj? Zaradi tega, ker se kraljeve krvi ne sme prelivati in pač, če nekoga zadavš, ne bo krvi, a ne. No, in Janez se je pa potem poročil s to Jožico, ker pač je ob smrti svojega moža ratala kraljica, hkrati pa še podpisal dokumente, da lahko kraljica ravna samo v skladu s parlamentom. Tako da, kot sem rekla, ful bizaren zaključek najnega potovanja, pač malo tako kontra vsemu temu, kar so prej videli, ker so res občudovali naravo, tle so bilo pa en dan kar tako, ok, what the fuck, pač res. Tako da s tem so v bistvu prišli tudi do konca najnega predavanja, recimo temu, tako da zdaj ti, Tilen ali pa kdor drug, vidim, da so vprašanja, tako da kar na planu z njimi. Ja, prvo bi rad povedal, da je bilo to pač bizarna zgodovina, očitno na Madagaskarju, ne. Mene zanima prvo, torej, ko zamenjamo o kulturi pa tem, katere države celine pa najbolj vplivajo na to demografsko sestavo Madagaskarja? Prav, na samo demografsko sestavo Afričani, se pravi te, ki živijo bolj kot ne ob obali, in pa v centralnem delu te, kot sem rekla, Merine, ki v bistvu izvirajo iz Avstralonezije, se pravi tam neki Indija, Avstralija, pač tisti predel. In mogoče se v bistvu v njihovi veri te stvari še najbolj odražajo, ne samo pač vizualno tudi, kako izgledajo. Ok, kakor sem razlagala prej, ta famadihana, se pravi to obračanje kosti, pa to fešto. Recimo, ta del izvira iz Indije, medtem ko darovanje izvira iz Afrike, potem je pa še, to pa moram preplonkati zdaj, je pa še, verjamejo še v usodo, ko pa v bistvu izvira iz arabskega sveta, ker pač mislim zdaj, če geografsko pomisliš, a ne, se je logično, pač če so prišli v bistvu prvi ljudje iz Indije oziroma z tistega dela do Madagaskarja, so ta arabski predel mogli tudi prečkati nekako, ne, tako da, in se mi zdi, se fino to odraža, no. Tudi v hrani v bistvu, ja, če tako pogledaš, nudelci, riž. Azijska, ja. No, jaz pač prvem, nisem pač predstavljal si tak, če ne, pesti. Pojavlja se še pa druga vprašanja od naših gledalcev, torej Petro zanima, ki pišemo, kaj je bilo za morje turistov, torej, če lahko enkrat povzamemo, kaj, čeprav to
dobro povedati, glede na prihodnje potovanje na Madagaskar, ampak ok. Ja, tako. Pač, se pravi, za Madagaskar moraš dobro prebrati, v katere dele lahko greš, pa v katere ne. Ker pač recimo za južne dele izrecno posod piše, pač Bog ne daj, da greš tja. Zato, ker pač ja, še vseeno je ena izmed najrevnejših držav na svetu in oni bojo vse naredili tudi, da do €1 pridajo, če le rabijo. In ja, se je dogajalo, oziroma se dogaja, I guess, da pač tudi turiste včasih ubijajo na plaži. Ampak spet, govorimo zdaj samo v določenih predeljih. Pač treba se ful naprej pozanimati, če enkrat poudarjam, da mi dve nisem imeli niti ene slabe izkušnje, razen to, da nimajo hladilnikov. Torej, spravilo se še eno vprašanje. Torej, Simono zanima, ker je tudi prišlo malo kasneje, če ste povedali, kako je kaj sravno, pač kaj ste povedali o hrani, no? Glede na vajnost pač specifično jed, ki ste jo jedli, ne? Ki ste sliko tudi pokazali. Ja, pač vidim, da za vegije, ja, Simona sprašuje. Za vegije je top, zaradi tega, ker meso je za njih redka dobrina, ki jo jejo pač samo občasno v praznovanjih, tako da oni v bistvu živijo sami bolj kot ne z zelenjavo. Tako da to je to, mislim, se pravi, jaz skoraj ne jem mesa in mi je bilo tam čisto super. Pač ja, jaz sem se največkrat posluževala tega misava, kar so v bistvu Cvrti rezanci. Ja, cvrti rezanci po naše, ja, točno. Zelenjavo, ja, lahko dodaš po želji tudi meso, če želiš, ampak meso malo težje v bistvu dobiš. Imajo drugače ful pice tudi radi, mislim, pice se ful lahko dobi in dejansko so dobre, no, mislim. Pa pri zajtrkih se francoski pljuč. Točno, ja. Vedno, da se mi, da so vedno doble bageto, pa marmelado, maslo, čaj. Na zajtrkih je zelo francoski pljuč. Edino to, ja, če rabite kavo za zjutraj, pol. Kava ni tako dobra. Ja. Ampak, ja. Je pa čaj ful dober, čaj pa delajo, mislim, ga sami pridelujejo, pa je ful dober. Mene še zanima pa, kaj pa glede teh, ko ste pravili, glede teh, kako bi rekel, teh verskih praznovanj z mrtvimi, 7 let kasneje, tam takrat je jedo, mislim, tudi te specifične jedi, te meso verjetno ne, je na jedilniku. Ja, pač, boš ti povedala, jaz. Ful velikrat jejo zebuja, to je v bistvu njihovo lokalno govedo, pač zgleda kot krava, sam da ima še eno grbo tako na vrhu. Ampak oni imajo te zebuje bolj iz poljedelskih namenov, se pravi, da lahko orjajo pa to z njimi. Ampak pri teh večjih praznovanjih, recimo tako kot ta obračanje kosti, dejansko darujejo zebuje in jih potem tudi pojejo, no. Tako da, ja, to je v bistvu po mojem njihova največja specialiteta, če temu tako rečemo. Poleg pa seveda rum, ne? To je pa na dnevni bazi, tako da. No, pač jaz sem vprašanje zdaj za na konec, torej, spet ta zanima, kakšne so pa plaže, razen tiste, ko so očitno nevarne, ne? Ja, mislim, plaže so načeloma peščene, mislim, v redu, ne vem, kako ne to odgovorim. Načeloma, če vas zanima mogoče bolj plažni turizem, se splača iti na sever, no. Midve do tja pač niso prišle, ker niso imele časa. So pa bolj kot ne peščene plaže, ene so, te na severu so bolj rezortne in tudi najbolj skomercializirane. Tam se mi zdi, da ne boste imeli mogoče lih feelinga, da ste na Madagaskarju. Vse ostalo pa pač, tako kot sem rekla, juga se je treba sicer izogibati, vzhod pa zahod so si pa nekako podobno. No, pač meni osebno je bilo lepo, niso zdaj lih neki Maldivi ali neki, ampak v redu. Sicer pa, če greš na Madagaskar za plažo, pa res na sever. Kaj pa glede tvoje predstave o globini vode? So tiste plaže, ki hodiš kilometer dolgo v vodo? No, lih to, pač National Geographic, se pravi, pač meduze so bile v vodi, tako da jaz v vodo nisem šla. Niti enkrat? Ne, so bile samo en dan na plaži in pač nisem šla. Tako da, glede na to, pač drugače imam rada plažo kot dopust, ampak ironično tisto leto sem bila prvič v morju 14. novembra v celotnem letu, tako da, ker pač na Madagaskarju nisem šla, tako da.
Še dalje bomo odgovarjali na vprašanje, očitno. Zdaj jih je več prišlo na koncu. Torej, Ksenijo zanima, ali ste se spoprijateljili s kakšnimi domačini? Razen z kakimi tolpami. Ja. Ne, to, ne, Pa s guma, tolpami ne. ne. Pač sva spoznali recimo že v Januarju. Ja, mislim, nismo omenjali tega kraja po imenu, ampak na začetku potovanja so v bistvu 3 dni bili rocirane v enem mestu in sva delali day tripe in pač tam sva spoznali pač fante naše starosti in eden izmed teh je bil tudi najin voznik. Tako da je on, bomo tako rekli, on bi še vedno rad ostal v stikih z nama. Zaradi tega, ker pač par dni potem, ko so mi dve spokale se iz onega kraja, je začel pošiljati svoje slike, pa ja, pa da mu je zmanjkalo denarja, da mu je avto crknil, če mu lahko kaj pošljeva in je tako, okej. Pa ni bil edini. Ja, sploh ne. ni bil Dejansko, edini. če si Ja. dobil mail od Najo, pa si dobil tudi kakšno sliko sprošnjo za kaj. Ja. Ok, bom jaz kar nadaljeval, da ne bomo še nadalje. Mogoče zato, ker sva dve punce. No. Ja, sigurno, mislim sigurno. Ja. Drugače pa domačini pač zelo prijazni, samo to so pač fanti. očitno, tako. Ja, sem, Probajo. pa ne glede na to, da dve belki so vseeno, ne, še vseeno pač je razlika, ne. Pa sami staje, to je pač na potovanji še vedno v takih krajih, pa bolj lahko rečemo v državah tretjega sveta še vedno problem, ne. Ja. Čeprav, mislim, Kar Me- nama je bilo kar. ja, meni se drugače zdi, da zaradi tega, ker sva dve ženski večkrat boljš skozi prideva, kakor bi drugače. Ja. Odvisno, kako se znajdeš. Videla sem, da je Peter Ja, šel. zadnje vprašanje še, pol pa moramo zaključiti. Torej, Petra Ja. zanima, torej, kako je z namestitvami, soferi in tako dalje. Torej, potrebno, oziroma mogoče vnaprej bukirati, Ja. ali se da sproti. So neke lokalne trgovine, kjer se da kupovati hrano za sproti, ali je lažje pri nekih lokalcih jesti, ne? Drugače, ful dobro vprašanje, moram reči. Booking praktično ne obstaja za Madagaskar. Mi dve so vzeli Lonely Planet in noter imaš ponavadi navedene maile in sva se kar tako vse sproti menile. Pač ok, imaš valjda tudi namestitve na Bookingu, ampak mogoče 1-2 za cel kraj. Mi dve, mislim, da si jih nisva toliko sproti v bistvu rezervirale, samo kakšne. Vem, da vmes smo malo improvizirale, ampak je tudi res, da mi dve nisva šle v visoki sezoni, no, tako da ne vem, kako je, če bi šel v visoki sezoni. Pa nisem imela nikoli problema dobiti, no. Načeloma, recimo ja. Kirindi ali pa Cingi, ja. sploh nimaš veliko izbire, to je par Ja, rezortov, ja. med katerimi izbiraš. Tako da mi dve so Lonely Planet pogledali. Oziroma za ene stvari nama je vodnik priporočil, ko še ne. Ja. Za šoferje pa tako, ja, mislim, za ta večdnevni trip do Cingija pa so vzeli prek agencije, ker tudi mislim, se mi zdi najboljš, ker pač ja, ok, se jih vozva tukaj, ampak po unih luknjah po mojem ne bi bile sposobne voziti. Drugače pa obstaja ena firma, ki se ji reče Kotis, ki so pa kombi tako bolj na evropskem nivoju, no. In tisto vse splača vnaprej bukirati, tudi cene so še vsem čisto sprejemljive, ampak je tako res comfy za sploh, mislim, čisto evropski Zelo standard, ja. Tako da to je pa to, kaj bo še namestitev, pa šoferje je bilo še eno vprašanje. Mislim, Hrana. Glede namestitev. ja. Za kupovati, mislim, hrana, ok, trgovine, drugač, mi dve sva šla v ene 2 trgovine, ne bilo, kot da bi v Mercator prišle, pač iste znamke. Ampak vse to, Ja. trgovine so v teh večjih mestih, Ja, a to ne? res. To Ker res. ti greš recimo do Cingija, to si 5 dni tako Niti- izven večjih mest, nimaš ne ATM, mislim, bankomata, Ja. ni česar, tako da tam res greš tako, kot ti šofer pelje, kjer te Ja. stavi, da ješ, kamor te pelje za prespati, tako. Takrat morate cash s sabo vzeti, ko mi dve Ja. na koncu tega 5-dnevnega izleta, pač tukaj je bila malo moja napaka, ker sem narobe prebrala. In so vzeli s sabo premalo denarja in so temu Kirindiju na koncu dobesedno tako cente štele, pač a sploh še malo dosti, da bi tukaj prespale. In pa sva slišali dve Švicarke, nek tasga, da so se malo zdilale za ceno in pa so bile tako, ok, če date to ceno, pa lahko tukaj prespiva, če date več, ne morava, sorry. Tako da, ja. No, Ampak super, ja, sem videl, sem vprašanje malo narobe prebral, tako da sem vedno pozavila govoriti na prvi del. Zdaj pa moram povedati, da smo prišli do konca našega druženja, ne? Za dodatne informacije in nasvete, kakoli vas zanima, lahko pišete Petri in Špeli.
na kontakt, njim kontakt, ki bo zdaj naveden v kvičku spodaj. Dragi gosti, ne, hvala za vajno čudovito potepanje. Torej, po mojem mnenju smo odnesli veliko, smo tudi nasmejali veliko in do dobro spoznali vaj način potovanja. Ni lahko, ko je prisotnih več interesov, ne? Vse sta se dve, neko potujete, ni solo potovanje, tako da s pravim razumevanjem in sklenjeno komunikacijo je vse mogoče. Ne? Lepo je bilo v vajni družbi, želimo vam veliko potovalnih dnevno tudi v prihodnje, tako da nekaj hvala. Ne? Dragi gledalci in drage gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste bili danes z nami. Ob tem bi vam rad povedal, da ste pomembno pripomogli k zbranim sredstvom, ki so letos omogočile krompirjeve počitnice otrokom z manj priložnostmi v mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa na Debelem rtiču. Tako da zaradi tega smo se dogovorili, da bomo uspešno akcijo nadaljevali tudi v prihodnje. Zato pozivamo vse tiste, ki še niste namenili 1% od dohodnine katerim od nevladnih organizacij, da to storite in namenite ta odstotek popotniškemu združenju. Za več informacij pa obiščite našo spletno stran. Glede prihodnje oddaje, pa po praznikih in koga bomo takrat gostili, pa spremljate našo Facebook skupino. Da pa ne pozabim, ne, to, kar vedno tudi čakate, geslo za vaše popotniške majice, to posebno darilo se glasi Lemur, torej, če ste poslušali predavanje oziroma naše druženje, te veste, da je Lemur bil danes na večjih slikah, torej še enkrat geslo je Lemur. Prav tako vas pa ob tem pozivamo, da ko boste prejeli naše majčke, da se z njimi slikate, objavite na socialnih mrežah in nas označite. Torej, pri popotniškem združenju vam za konec želimo srečne in vesele praznike, polne radosti in vse dobro v novem letu, ko pride, ne? Tako da, bon voyage! Hvala tudi vam za povabilo, no. Hvala. Thank you.